Nekoliko drugačen uvod v naše srečanje, spoštovani gostje. Anja Burnik je bila z nami, pa jo bom predstavila nekoliko kasneje, glede na to, da pa uvodne besede namenjamo prav vam, dragi gostje, in se vam zahvaljujemo, da ste sploh prišli. Verjetno veste, da v Sloveniji nastajajo zgodbe slovenskih letalcev, pa konstrukterjev, pilotov, in danes smo tukaj s predstavitvijo 5. knjige, Libis 180. Pa da ne bom takole pri vhodu sama predolga, bom kar povabila na oder snovalce, in sicer dva avtorja, Boruta Podgorška in pa Marka Malca, in pa seveda Branka Bunderlo. Prosim, pridite kar na oder. Me pa zanima, koliko med vami, tukaj vidim, da ste že bili z nami, ste pa čisto na novo. Zato, da vem, a vam predstavim avtorje, ju poznate? Ja? Kakšno besedo? Mogoče pa vendarle za tiste, ki pa ne veste čisto točno, kdo sta, pa zakaj sploh nastajajo torej vse te knjige. Borut Podgoršek že drugače 20 let piše o letalstvu, pisal je za številne tiskane medije, in ko se mu je člankov nabralo za skoraj eno knjigo, se mu je takrat porodila ideja, da bi jih vse skupaj uredil na letalskem portalu Sierra5.net, ki pa je danes, ne vem, če veste, prav vir informacij na področju letalstva v Sloveniji in tudi v tujini. In tako je očitno prišel nov čas na pobudo brigadirja gospoda Jožeta Konde, je začel zapisovati tudi biografije slovenskih letalcev in se združil skupaj z Markom Malcem, ki pa je od sestavljanja plastičnih maket v otroštvu pristal pri zavzetem branju vseh publikacij, ki so se v 70-ih letih sploh nanašale na letalstvo in pa letalih. Ga pa je potem vse bolj pritegnilo tudi arhivsko gradivo, sam je tudi začel objavljati članke o zgodovini letalstva in tako od leta 2003 zbira gradivo o letalski zgodovini, letalcih, ki so jo ustvarjali. Naj omenim, mislim, da tukaj gre za to, da omenim to, da je rezultat tega raziskovanja sta dve njegovi knjigi, Stanko Blodek in njegova letala in konstrukcijski biro pri Republiškem odboru. In seveda, gospod Branko Bunderlo, danes vas bomo tudi bolj podrobneje spoznali, pilot, tudi konstrukter, tako lahko rečem, in sam je po mnogih letih obudil Libis 180, ki ga poznamo kot trisedežni športno-turistično letalo, ki pa je po kar 47 letih vzletelo. Tako, sedaj pa me sploh zanima, zakaj pa si je letalo kot takšno sploh prislužilo celo knjigo? Borut, mogoče je bilo to toliko gradiva? Zakaj torej ima Libis sploh svojo knjigo? Hvala, Mojca, in dobro večer vsem, ki ste prišli. Letalska zveza Slovenije za potrebe letalskih klubov leta 1964 naročila 10 letal Libis 180. Ta letala so izdelovali v tovarni Libis v Ljubljani.
njihov konstruktor je bil pa inženir Marjan Slanovec. Libih 180, ki je ostal v Ptuju na letališču in za katerega so člani Aerokluba Ptuj zelo lepo poskrbeli, pa je edino od ohranjenih letal te serije. In prav zato je bilo tudi v knjigi o njem napisano mnogo, tudi o inženirju Slanovcu in tovarni in letalskih zgodovini. No, ampak gospod Bunderla, vi ste imeli izjemno veliko materiala, gradiva in tako je v bistvu nastala želja, da bi nastala ena manjša publikacija. Ste si predstavljali, da bo kar knjiga? Tako je. Ko smo letalo pravzaprav končali, je za nami ostala, kot se temu reče, ogromno skic, slik, fotografij, izjav, zapiskov. In med drugim so mi pač fantje takrat predlagali, dajmo to narediti nekakšno brošurico ali pa to, da ovekovečimo. Kajti vsi so se zavedali, da je to edino zadnje letalo na svetu in da bi bilo pametno nekaj zapisati okrog tega. Jaz sem začel malo študiral, kako bi to zadevo speljal in je tukaj hitro prišla ideja, da vklopim Markota. On je namreč pred tem izdal knjigo o letalski zvezi, o letalskem inštitutu in je opisano pravzaprav vse to, kaj se je dogajalo pred tem oziroma do izdaja oziroma izdelave vseh teh letal. In ker je osnova bila že pravzaprav, da ne rečem, narejena, vse nekaj, potem sem rekel, Marko, kaj če bi še mi nekaj dodali, še dodamo obnovo, pa do današnjega dne. Seveda je bil Marko takoj za, je rekel, glej, bomo naredili, ne. In njegova odločitev je ratala, da je nekega dne rekel, ja, imam že skoraj 100 tipkanih strani. Madonna, to bo pa knjiga, to ne bo brošurica. Ampak potem ni bilo 100, naenkrat je bilo 150. Pol je že prišlo skoraj 200. In sem rekel, Kršenduš, sem rekel, kaj pa ti pišete, vi o čem? Jaz imam, je rekel, ja, saj tvoj del je kar konkreten, imaš kakšnih 80 strani. Jaz sem si mislil, odkot so le vsi ti podatki, ne? In potem, ko smo imeli sestanek, pa mi je on povedal, glej, to smo našli, to pride. Še najbolj pa sem bil potem vesel, ko je Borut povedal, je rekel, glej, to bomo pa naredili po takšnem sistemu. In ta sistem se mi je zdel fantastičen in ta sistem, kako je knjiga zgrajena, po, da ne rečem, letalskih čapterjih, je ta trenutek pred nami, oziroma tukaj. No, ampak nas pa predvsem zanima, zakaj je Libij 180 sploh tako poseben. Morebiti omenimo, iz česa je sestavljen, glede na to, da je leseno, ne letalo. Zakaj je tako poseben? Mogoče, zakaj je tako poseben? Prvič je trosedežen, drugič je, kaj jaz vem, produkt res domačega znanja, slovenskega. Tretjič je avion, katerega so, ne glede na to, kako je katero končalo, je zelo lepo leteti z njim, je zelo prostoren, ima sicer eno malo hibico, ampak tisto hibo, če je človek dosleden, da ne rečem, leti se tako dolgo, dokler se kolesa vrtijo na zemlji. In če si dosleden do konca, potem je letalo lahko tudi varno. Je pa imel eno konstrukcijsko težavico, ampak ta težava se da rešiti, če si zelo previden pri pristajanju. Namreč ne daje predznakov kritične hitrosti in to je lahko za nekoga, kateri ni navajen, pogubno. No, ker drugače gre tudi, kot sem omenila, za leseno letalo, mešane konstrukcije, opremljeno, kot vidimo tudi na tem videoposnetku, z retnim kolesom in projektirano je bilo za zahtevnežo terenažo, pa tudi vleko, predvsem jadralnih letal, ampak ne dopušča pa človeških napak in verjetno zato je tudi pri mnogih pilotih vzbudil, lahko rečem, nekakšno strahospoštovanje, o čemer bomo kasneje še bolj podrobneje povedali.
Res je, vsi piloti, kateri so nekoč leteli to letalo, so mi svetovali in to tudi povedali in jaz se do sedaj, kot se tega reče, tega zelo, zelo držim. Z respektom nekako gledam in letim na to letalo. Vse je v redu, ampak 110% pa moraš biti prisoten oziroma previden pri pristajanju. Ampak zakaj? Ravno zaradi tega, ko sem rekel, avion je nepredvidljiv, zna se zgoditi, da enostavno klone na levo ali na desno stran. In to je lahko nevarno za pilota, če previsoko letalo poravna, potem nimaš možnosti enostavno, da se rešiš iz tega, če pa je dovolj nizko oziroma pravilno, kot mora biti, potem je pa to ok. No, drugače pa ste omenili, da je tudi nastajal v tovarni, pa bi predali zdaj besedo Marku, da malce več pove podrobnosti o delovanju, pa mogoče tovarni in posledično tudi izbiri imena. Dobro večer. Ja, ko smo se z Brankom dobila in smo se dogovorila, da bova naredila večjo zadevo, ne samo manjšo brošuro, sva potem z Borutom govorila in sva nekako koncipirala tako, da bi predstavili dejavnost mladih konstruktorjev po letu 1945, ki so vsi delali na amaterski osnovi in so naredili res lepa letala. Obenem bi tudi obdelala tovarno Letov, ki je bila prva letalska tovarna v Ljubljani po drugi svetovni vojni. Ko je Letov končal z svojim delovanjem, je nastal Libis. In v Letovu in Libisu so naredili neverjetnih 345 letal, kar je malo komu znano trenutno. Kar se pa tiče imena Libis, je pa tako, da je to okrajšava za Letalski inštitut Branko Ivanuš Slovenija, ker Branko Ivanuš je bil pa gonilna sila letalstva v povojni Sloveniji do svoje smrti, ker se je ubil na nekem letalskem reliju. In kot njegovo zaslugo so potem to tovarno poimenovali Libis. Kako pa je bilo z tudi glavnim konstruktorjem, ki pa je sicer pokojen, gospod Marjan Slanovec? Ja, Marjan Slanovec je bil eden od 3 glavnih konstruktorjev konstrukcijskega biroja pri Letalski zvezi. Drugi je bil Dušan Cenar, pa še eden je bil Zelensko. Se upravičujem. In ta Marjan Slanovec je veliko eksperimentiral. Že pri jadralnem letalu KB2 je uporabil laminarni profil, kar je bilo novost za tedanje čase. Potem skonstruirajo udarnika, jadralno letalo udarnik. Potem se je lotil celo leteče ploščadi in že leta 1962 so naredili 2. Sicer sta bile v fazi preizkušanja, nista še poleteli, dvignili sta se stav, vendar sta bili privezani. Žal je pa potem prišlo marca 1962 do požara in sta bile obe uničeni. Je pa potem skonstruiral to letalo Libis 180, mogoče še, tam sem ravno videl, ste videli reaktivno letalo KB12, ki ne bi bilo nekako šolsko letalo in če ga pogledamo, je precej podoben poznejšemu Galegu. Nekaj se tudi govori o tem, da so pogledali to konstrukcijo. No, sicer je več letal bilo Libisa, ne? Borut, mogoče lahko tukaj vi poveste najprej, kaj tukaj gledamo, pa potem o ostalih letalih. Sam da se najde. To vse so slike tudi v knjigi. Ja, Letalska zveza Slovenije je za potrebe letalskih klubov Slovenije leta 1964 naročila 10 letal Libis 180. Naročili so jih pri ljubljanski tovarni Libis. Konstruktor je bil pa inženir Marjan Slanovec, kot je že Marko tudi povedal. Ta letala so letela naslednjih 10 let, z njimi pa so bile žal tudi zelo slabe izkušnje. 6 od izdelanih Libisov 180 je doživelo letalske nesreče in so bili več ali manj uničeni. 3 letala so skurili, ker jim je potekel resurs. To pomeni, da bi jih mogli obnoviti. Generalna obnova je pa takrat bila zelo draga, posebej motorjev.
zato so se v aeroklubih odločili, da jih enostavno zažgejo. Zakaj so jih zažigali? To je bil takrat nekak način, da so se uradno znebili letala, ker aeroklubi so imeli veliko letal v lasti tudi od Jugoslovanske ljudske armade in če so hoteli dobiti novo, so mogli pač kot dokaz poslati slike o zažganem letalu. Po drugi strani so pa to izkoriščali tudi, da so dobili zavarovalnino. 10. izdelan Libis, v bistvu so ga zakurili še predno bi ga sploh naročnik ta zadnji dobil. Ta zadnji od Brankota JCVR se je pa ohranil na Ptuju. No, potem pa se lahko točno sedaj lotimo, gospod Branko, kako ste se vi lotili in predvsem zakaj? Ker glede na to, v kakšnem stanju ste dobili letalo, to ste ga čisto na novo skonstruirali in lahko kar se lotite govorjenja o tem. Preden sem začel za obnovo Libica 180, sem, da ne rečem, ravno končal letalo za enako obnovo Aero 3, Sierra 5, Mike Bravo Bravo je nosil na zadnjo oznako. Žal to letalo ne leti več in ko sem se pa lotil, sem enostavno najprej je bil problem, kako ustvariti glede na to dokumentacijo, glede na to, da enostavno je bilo vse poslano v Beograd in nikoli v Reno. Te zadeve smo z aeroklubom nekaj let reševali z Ptujem in potem, ko je bila zadeva tako daleč, sem se lotil in ga enostavno začel delati po dogovoru z mojim kontrolorjem gradnje, gospodom Lukanc Jožetom, kateri mi je bil, kako bi rekel, največji pomočnik pri odločanju oziroma odločala smo se skupaj, ampak on je imel ogromno izkušenj že z platnenimi in lesenimi letali in mi je pri tem zelo, zelo pomagal in praktično ni minilo dneva, da se midva nisma slišala, sploh ko se je začela gradnja. So pa bila obdobja, ko smo prišli do zelo velikih problemov, kajti ko začneš takšen stari avion trgati na razen, prideš do nepredvidljive situacije in da rešiš en takšen problem, mine po 5-6 mesecev trenutku. In preden najdeš zopet rešitve, zakaj? Rešitve je bilo treba najti iz obstoječega znanja, dokumentacije, katero je obstajalo, kajti od tega, od Libisa nismo imeli popolnoma nič, razen nekaj ročnih zapiskov. In tu mi je zelo, kot se temu reče, pomagal on in tudi vsi ostali, kateri so imeli kar nekaj izkušenj še tudi s temi letali. No, pa tudi v aeroklubu Ptuja, ne, je bil vrsto let v hangarju in so ga že tam na nek način ohranjali. Ampak zakaj se pa sami, na primer, na Ptuju niso odločili, da ga bodo vzdrževali? Če bi tako rekel, nekako niso našli interesa, da bi se spravili v to, čeprav so, kajti jaz sem iz Maribora, zelo blizu in sem bil dostikrat na Ptuju in sem jim povedal, da pač fajn bi bilo, če bi se vi to spravili, pa vse na nek način, da ga spravite v neko stanje, ne. Ampak nikoli ni bilo ideje in potem so se odločili in so mi ga, da ne rečem, odstopili. No, ampak glede na to, da so manjkali tudi termometri pa števci, no saj vi ste to mogli potem, da ste ohranili to prvotno obliko, vse na novo najti. Kam ste šli se iskati? Večinoma teh novih delov, katere sem, da ne rečem, postavil oziroma zamenjal, sem naročil v Ameriki in sem jih dobil, nekaj jih je prišlo celo iz Srbije, kajti namreč nekoč je tovarna Teleoptik delala čudovite inštrumente in da ne rečem, še vedno se da marsikaj tudi danes dobiti. In je pa tako, ko smo se odločili, ali bomo letalo naredili in obnovili za muzej, da bo nekje stal, ali ga naredimo zato, da ga postavimo zopet nazaj v zrak. In po debati, ali ga naredimo tako ali tako, je prevladalo, zakaj bi ga delali, da bi nekje stalo,
še malo stisnemo, pa naredimo in ga obnovimo tako, kot mora biti in ga spravimo nazaj na slovensko nebo, tam, kamor sodi. In če drugo ne, par tisoč ur je več dela bilo, pa kar krepko število let več. 20, ne? Si predstavljate 20 let? 20 let od začetka, Tako. s tem, da je 10 let dela, no, tako moram reči. Ne. Koliko to vašega prostovoljnega časa in potem vaših kolegov, zanesenjakov, zato da dejansko ohranite in da letalska zgodovina ne bo šla v pozabo? To mojo ženo vprašate, je ona vprašala. Moreš? Verjetno. Ja, je rekla, 3 vikende bi imeli narediti super urejene. Ampak a veste, da se je gospod Bunderle, ko smo imeli prvo predstavitev na mariborskem letališču, propeljal z Libisom. Smo imeli res tako dogodke, ki jih imamo, ne, so res taki srčni, tako doživimo. Potem smo si tudi šli ogledati letalo in mi je žal, v bistvu, da je tako vreme, da tega tukaj ne moremo. Ali bi vi lahko pač leteli tako daleč iz Maribora do sem? Ja, mislim, letalo lahko, da nekomu povem, da lahko 3 ure leti, recimo brez problema, da leti od tu do Beograda, ne. Aha. Tako da tu ni noben problem. Moj najdaljši let je bil na letalski meeting v Bosno, v Prijedor. Tam smo bili se pravi 2 leti nazaj, ko je bilo srečanje pilotov in letal iz nekoč bivše Jugoslavije. To je bilo za 21. maja. In takrat sem jaz bil z Libisom, plus še 2 letala iz Slovenije. In to ni bil pravzaprav noben problem, razen kontrola iz Zagreba me je 2-krat vprašala, kakšen tip letala je to, ne? Glede na to, da je prišel, da leti iz Slovenije in da je pod jugoslovansko oznako in da letimo v Bosno in kakšen je namen leta. Čeprav je bilo to vse opisano v planu leta, so še kljub temu hteli videti nekaj posebnega. Ampak je pa zanimivo, če boste pogledali gospodov ovratnik, ne, vidite gor JUCVR in to je prvotna registracija letala. Kako vam je uspelo na slovenskih tleh dejansko pustiti Jugoslavijo oziroma prvotno registracijo? Glede, ko je zadeva bila tako daleč pripeljana, je bilo njegova slovenska oznaka je Sierra 5 Mike Bravo Whisky. Pod to oznako je bilo izdano dovoljenje, da lahko mi letalo obnovimo. Ko se je bližal čas, da je treba zdaj sprovesti dokumentacijo, sem jaz dal zahtevo, da letalo ostane ta oznaka, če drugače ne kot komercialna. Če enim piše Coca-Cola, zakaj je tu JUCVR? Ne, to pa se ne da, ne. In čisto, da ne rečem slučajno, sem pa prišel v stik z določenimi ljudmi na agenciji v Beogradu, pa sem jaz njih vprašal, sem rekel, kaj je s temi oznakami, katere so nekoč letala imela, pa so letela v Sloveniji, se pravi pod registrom bivše Jugoslavije. Je rekel, da ni problema, če letalo ni bilo uničeno, je registrska oznaka na stand-by. In sem se potem odločil in sem šel v Beograd. V 3 urah smo se dogovorili vse. Gre za obnovo letalske oznake po njihovem pravilniku o samogradnji in letalo so vpisali v Nacionalni register Republike Srbije z istimi oznakami, kot je to. In zdaj letim, kot se temu reče, se tudi v knjigi so lepo zadnje kopije dovoljenja za letenje, so pač napisani v cirilici oziroma v jugoslovanskem registru. No, ampak enako je ostala tudi barva. Edina razlika obnovljenega letala je verjetno v nekaterih instrumentih, ki pa so bili zaradi zakonodaje nujni, ne glede na to, da verjetno v 60-ih letih predpisi niso bili takšni, kot so pa zdaj. Da letalo lahko leti, čisto normalno, da tako kot je bilo opremljeno, ko smo ga dobili v roke, oziroma kot je takrat letelo, je bilo treba letalo
Zdaj pač po novejših tehničnih predpisih pa druga zakonodaja spraviti nekje skozi, se pravi radijska postaja, je bilo treba normalno graditi, ne. Radarski odzivnik ravno tako. Zraven določeni inštrumenti so bili v takšnem stanju, da enostavno drugih nismo dobili in niso se dali niti popraviti. 3 glavni inštrumenti, kateri pa so se dali, pa so ostali v prvotnem stanju in je levi del inštrumentne table takšen, kot je bil približno nekoč. Desni del je pa spremenjen samo zaradi tega, ker pač da zadostimo zakonodajo in da lahko letimo. No, ampak tudi to ste sami delali, ne? Pa vi ste mojster, amator. Vse smo to delali, vse smo sami ogradili. Ampak se vam ne bi bolj splačalo, ne vem, kako novo letalo narediti, kot pa starega obnavljati? Ali je to samo zato, ker imate tisto željo in da nekaj še pustite za ljubcem? Če bi se zdaj odločil, pa da bi bil, da ne bi imel vse to v glavi, kaj sem doživel, oziroma koliko časa sem zapravil v tem, potem sigurno bi raje, da ne rečem kakšnega drugega kupil, pa da se bi spravil tega obnoviti. Ampak glede na to, da zdaj že praktično 4 leta letim z njim, občasno pa mi ni žal. Naj samo omenim, da se je gospod Bunderla z letalstvom ukvarjal že tudi v jugoslovanski vojski, delal je na letalih Jastreb in Galeb, ter kasneje tudi v slovenski vojski na letalih Pilatus PC-6 in pa Pilatus PC-9M, kar je vam verjetno tudi pripomoglo, ne, vsej tej širini in pa predvsem paleti znanja. Ja, tako je. Mislim, glede na to, da v letalstvu sem praktično hudo dolgo že, ne, predolgo, od modelarstva pa do, da ne rečem, današnjih penzionerskih dni, je vsa znanja, katera človek pač dobi na tej poti, ne, nekako širi naprej in enostavno pač tisto, česa se loti, vse na tem področju nekako najde pot ali pa zna to stvar, da ne rečem, zaključiti. Preden pa se mi nadaljujemo z zgodbami, ki so zelo zanimive in bolj podrobno opisane tudi v knjigi, pa bomo predali, ne bom ravno rekla besedo, ampak oder naši Ani Burnik. Naj povem, da izhaja iz zelo znane glasbene družine. Jože Burnik, harmonikar in skladatelj, je njen oče. Flavto se je tudi začela učiti na nižji glasbeni šoli v Škofji Loki pri priznani profesorici Dragi Ažman. Po srednji šoli se je vpisala na Akademijo za glasbo v Ljubljani, ker je tudi z odliko diplomirala. Je redna flavtistka v zasedbi Amala, sodelovala je z orkestrom Slovenske policije, pa simfoničnim orkestrom RTV Slovenije, big bandom in seveda tudi pihalnimi godbami. Je pa bila leta 2010 predstavljena prav njena skladba Lastovka za flavto in klavir, tudi na večeru slovenskih skladateljev. Sicer bi lahko še več naštevala, ampak zdaj bomo prav slišali torej njeno lastno skladbo Lastovka. Anja, prosim.
Hvala lepa. Torej, poprej smo omenili, zakaj je Libis tako poseben. Gospod Bunderle je omenil, da ima tudi določene pomanjkljivosti in pa ne omenim, tako kot piše tudi v knjigi, da je prav zaradi teh pomanjkljivosti Libis prišel na slab glas. Glede na to, da zgodbe jih pišete tudi v knjigi, te so zanimive tudi za takole slišati, pa me sedaj zanima o teh letalskih nesrečah, ki so se pripetile prav z Libisom. Ja, Libis 180 je bil vpleten v 6 letalskih nesreč. V njih je umrlo 7 ljudi, 9 pa je bilo ranjenih. Bile so tudi letalske nesreče, v katerih so bili na srečo samo rahlo poškodovani. No, ampak je pa umrla tudi deklica, ne? Ja, žal v Celju, na letu iz Slovenj Gradca v Celje, na letališče je med pristankom pač letalo mahnilo na krilo, tako kot je prej Branko povedal, in je deklico vrglo iz letala. In je žal umrla. Mogoče lahko še gremo malce bolj podrobneje o kakšno nesrečo? Ja, v glavnem so bili razlogi za te nesreče drznost pilotov oziroma slabo poznavanje letala. Najbolj taka bizarna nesreča se je zgodila v Ljubljani, kjer je pilot Mile Tovornik z nizkim preletom želel navdušiti svojo lepšo polovico, vendar je zapel v daljnovode od železniške proge, se mi zdi, in je letalo pač se zapletlo in padlo in med tem ubilo še enega fanta. Pa gospod Bunderle, potem vas tako ni strah leteti s takšnim letalom, glede na to, koliko je bilo nesreč. Pa še prej ste omenili Aero 3, če vam prav spominu, v njem je se smrtno ponesrečil prav vaš prijatelj. A se vi imate toliko zaupanja vase, da ste torej skonstruirano letalo, z katerega bi ni bilo skoraj nič, da ste ga na novo vzpostavili, pa glede na nesreče, a ste imeli kdaj strah leteti z njim? No, strah je vedno prisoten. Pravzaprav, če je človek pri stvari, potem, če vse to razmišljaš, oziroma si, kot se temu reče, dosleden pri tem izvajanju, potem se ne smeš prepustiti raznim, čisto slučajnim naključnim, ja, vse to pa se meni mora zgoditi ali pa kaj takšnega, ampak biti dosleden, da ne rečem, dokler se kolesa na letalo obračajo, letalo leti. Ko se pa ustavijo, takrat se konča letenje. In če se tega držiš, potem ni problema. Ne more biti, če ni drastične tehnične napake, potem se ti ne more, da ne rečem, nič zgoditi. Pa kaj pa kakšen piš veter ali pa to, kar se je sedaj zgodilo z nesrečo? Človek mora biti na vse pripravljen. Zato je meteorologija, zato so meteorološki podatki, zato je, kot se temu reče, odločitev, ali bom poletel v močnem vetru, ali bom poletel da ne rečem, v vremenu, ko se drastično slabša. Od tega je odvisno ogromnokrat, da se dogajajo nesreče. In če si dosleden pri teh zadevah, tako kot pravijo naši stari učitelji, ni težko postati dober pilot, težko postati star pilot. In če se človek malo skozi to nekako v glavi, potem se enostavno, mogoče pretirano rečeno, ampak včasih 150% držiš pravil. Drugače v knjigi je omenjenih tudi 200 ljudi, pa veste, da imamo med nami tudi 2 pilota, ki sta tudi letela z Libisom, pa prej sem videla, da je gor zapisan gospod Andrej Bratoš, ki je tudi z nami, da ga lepo pozdravimo, in gospod Jožef Silič. Kaj pa, če tudi vas malce povprašamo, kaj več o tem, kako je bilo leteti z Libisom? Kar pridta. Pozdrav. Hvala lepa in nas veseli, da ste prišli. In zdaj imamo konkretno tukaj 2 pilota in lahko še podate malce svoje razmišljanje, pa kakšno izkušnjo z letenjem. Ja, zdaj,
Prvič, ko sem letel z letalom, me je peljal Jože Lepič, ki je potem padel z Libistrem v Ajdovščini. In je bila tragedija za celo familijo. Drugače, Libis, takrat, ko je prišel v Ajdovščino, je deloval kot zelo moderno letalo, v njemu je bilo precej plastike, pa še kot drugačen, kot na drugih. Ampak se je zelo hitro pokazalo, da je pač treba biti z njim na pristanku zelo, zelo pazljiv. Kaj je rekel že gospod Gunderlana? In to se potem je tudi je pripeljalo že v Ajdovščini do ene takega incidenta, ko so dali enemu pilotu, ki je bil sicer ugledan direktor, prehitro samostojno leteti. In je na pristanku s premajhnim brzino še prevlekel letalo. In je prešlo dol na levo kolo, se odbilo v zrak in potem je zamahnil še rep in udaril z jedrom. Težki je bila odrade, sničena, se je popustila, potem so to sicer sanirali, ampak letalo je bilo tudi v zraku zelo prijetno zaleteti in meni je bilo prav všečno. Bi kaj sedaj obnovili, pa kaj leteli z letalom, ki ga je na novo opremil tudi gospod Gunderlan. Ali imate to željo? Tako. Z vsakim je fajn leteti, no. Sami ne bi več? Ma ne. Ne? No, gospod je imel svojo zgodbo, kaj pa vi, gospod Bratuš? Kakšna je vaša prigoda, kaj glede letenja? No, kakšnih slabih prigod nimam. Glede na to, da smo imeli dobrega učitelja v našem aeroklubu, obeh hčerki sta tukaj, to je Gabriel Drago. Jaz sem pred 60 leti začel motorno leteti, leta 64. In en tak doživljaj z Libisom 180 sem imel, ki praktično ni preveč dober, ampak vse je bilo v redu. Tistega leta, ko sem začel leteti Libisa, to je bilo 67, je moj kolega, ki je povezan s tisto prvo nesrečo, ki je bila na otoku Krku, Darko Jankovič, pri vojakih oziroma v šoli rezervnih oficirjev v Tuzli. Eno leto prej pa sem bil jaz tudi v šoli rezervnih oficirjev v Tuzli. In mladost je nalost in jaz sem rekel, kaj bom šel obiskat. In Libis 180 je bil primeren za tako letenje. To je bil za nas takrat zelo dober avion, ker mi smo preleteli vse, kar nam je dala jugoslovanska armada, Aero 3, Aero 2, pa Kurierja potem in kasneje še kakšnega drugega. No in jaz sem najavil let, Postojna Tuzla, dobil sem odobrenje od uprave, oziroma kontrole in gas v Postojni in smo šli proti Tuzli. Celo let je trajal nekaj čez 4 ure in ko sem pristal v Tuzlo, vedel sem točno, kako je treba, kakšna je procedura za vojaško letališče, sem se spustil na pisto in pristal. Tako je bila zraven kampanjola, vojaška policija, in na vso srečo nismo mogli kabine odprti. Bilo pa je vroče, poleti je bilo to in ta je v zadnji imel en tak hakelc, da si lahko kabino odprl, ampak se ni dalo. Končno smo jo odprli in potem so me 1-2 uri zasliševali v Tuzli, vojaška policija, kako sem si to upal in tako naprej. No, potem kasneje, ko je prišel moj komandir, ki je eno leto prej, ko sem bil tam, videl, kdo je. Potem so mi še dali gorivo za nazaj v Postojno in čez nekaj ur sem odletel. Videl sem svojega kolega in to je bila ena taka dogodivščina. Drugače pa moram reči, da sem z Libisom naletel skoraj 50 ur. Šlepal sem tudi jadralna letala, metal listke s tem avionom. Skratka, vse je bilo v redu. Ker Drago Gabriel, ki je bil takrat upravnik, je zahteval, da se leti po predpisih in strogo po normah, ki jih ima to letalo. To je bila moja dogodivščina s tem avionom.
Kratko, potem kasneje ta Libis, škoda da je bilo, je pač končal svoje letenje na otoku Krku. Najlepša hvala za to vašo prigodo, kar se tiče Libisa. Z nami je tudi brigadir gospod Jože Konda. Vi sicer niste leteli, ste kdaj z Libisom? Ne? Ampak imate pa vse te zgodbe, a ne zmeraj pri sebi, oziroma še mnogo več tudi ostalih letal kot takšnih. Vas prav lepo pozdravljamo tudi tukaj med nami. Boruta, je gospod Konda tisti, zaradi katerega si tudi ti to, kar si, in da si začel zbirati gradivo za knjigo? Ja, v bistvu z brigadirjem Jožetom Kondom se poznava že kar verjetno 25 let. Kukor je moja delovna doba na Ministrstvu za obrambo, on se je vmes upokojil, jaz sem pa začel knjige pisati. Vidim, da ste pustili pečat. Bil je moj navdih in v bistvu je on idejni oče vsega skupaj. No, lepo. Ampak 200 pa jih je omenjenih v knjigi, lahko malce glede teh imen, pa zakaj toliko? Ja, v bistvu to število pove, da je knjiga zelo obširna, da govori o mnogih ljudeh, da je slovenska letalska zgodovina zelo bogata. Nekdo je samo omenjen, nekomu so posvečena poglavja, nekdo je pač del zgodbe v kakšnem drugem kontekstu. Ampak če gremo čez vseh 5 knjig, je v teh knjigah tudi opisanih okrog oziroma omenjenih okrog 1000 ljudi. Kako pa pridete potem do vseh teh imen, kako se nabira za to gradivo, kaj potem odloči, kdo pa bo v knjigi? V bistvu sva z Markotom si zadala pač cilj, da opiševa čim več slovenskih letalcev, ki še niso bili tako javno izpostavljeni. Zato sva merilo postavila minimalno 80 let za tiste, ki so še živi, za tiste, ki so pa mrtvi, pa pač, da imamo dovolj gradiva, da lahko napiševa konkretno besedilo. Glede na to, da pač imaš povika mikrofon v roki, kako pa je še s kakšno zanimivo zgodbo? Sicer boste lahko kupili tudi knjigo, pa bolj podrobneje prebrali, ampak zanimiva je tudi zgodba, kako je s tem aeromizarjem. Ja, zdaj smo imeli samo zgodbe pilotov, v to zgodbo je pa vpleten tudi aeromizar Stane Rešek. Po nekakšnem naključju sem bil jaz njegov modelar, ko sem bil star 7-8 let. In po še večjem naključju, ko smo 10 let nazaj kupili stanovanje, je on zdaj moj sosed. No in ko je slišal, da piševa knjigo o Libisu, je rekel, ja, je cel v tam te zadnji mizar, je šolan. In potem sva se usedla, on je bil tudi predsednik letalskega modelarskega kluba Čuk v Škofji Loki in mi je zaupal njegovo zgodbo, ko je dejansko začel od šniclanja rebrc za Libise, pa ne samo 180, tudi 17 in druge, pa do tega, da je na koncu sestavljal cela letala. Še kakšna druga zgodba zanimiva za naše poslušalce, gledalce? Morda bo Marko dodal. Marko. Ja, mogoče meni osebno se je zdela zanimiva zgodba Milana Hrovata, ko je šel po jadralno letalo iz Lesc v Zrenjanin. In so mu povedali, pač ker je letel prvič, da do Zrenjanina ni problem. Ko boš prišel na Panonsko nižino, samo poglej kanal, pa se pelji po kanalu in boš prišel točno v Zrenjanin. No in Milan se je odpravil na to pot in vreme je bil lep, ampak ko je prišel na Panonsko nižino, je bilo tam 100 kanalov. Zdaj, kjer ga izbrati, in ni točno vedel, kje je, videl je pa železniško progo in se je spustil na železniško progo, da bi pogledal postajo. Se spusti, leti mimo železniške postaje, pa piše samo Bunar. Je prebral samo Bunar, je rekel, kje sem jaz zdaj to? Je rekel, še enkrat bo treba pogledati. No in potem je še enkrat letel mimo postaje in je prebral pravilno, da je bil to veliki Bunar in je potem, ko se je povzpel, je pa že videl trdnjavo nad Zrenjaninom in je potem srečno pristal v Zrenjanin. Kar se tiče vseh teh zgodb, kaj pa če se zgodi,
da pa se še naknadno najde kdo, ki že vidi, da je pač knjiga izdana s kakšnim spominom, zgodbo, ali je to toliko časa dozoreva, da do tega ne pride? V tretji knjigi so imela z Markotom en lep primer, Pavle Kavčič. On je bil rojen 1898, se mi zdi, v Podnanosu. In o njem ni bilo veliko znanega, a vendar nam je uspelo zapisati lepo biografijo. On je bil prvi inženir, ki je bil šola za področje letalstva. Šolo je dokončal v Brnu in pa v Pragi. In na veliko fotografijah, ki so jih dobila, je bil v letalski pilotski uniformi. Nikjer pa ni bilo nobenega čina, nobenih oznak, niti dokumentacije, knjižic, ničesar, da je bil on dejansko pilot. No, in jaz sem na koncu spustil pač odprto tezo, da ne morem z gotovostjo trditi, da je bil pilot, a ni bil, a je bil letalski opazovalec, a je samo letala nekako predajal naročniku. No, in ko je knjiga izšla, sva z Markotom iz Beograda dobila od najnih kolegov neko pismo, v katerem mi je napisal takole: najdel sem iz leta 1930 članek v časopisu Politika, kjer piše, da je bil Pavle Kavčič predsednik nadzornega odbora Letalske zveze Jugoslavije. Super, ampak to še vedno nikjer ne piše, da je bil pilot. Zadeva ostaja odprta. No, čez 2 meseca dobim novo pismo, v katerem je bila pa fotografija Pavle Kavčič na njej, zraven tudi Bogomir Jaklič, in pod sliko je pisal, da je bil on v tej prvi skupini izmed 7 izšolanih turističnih pilotov v Jugoslaviji. Skratka, dobila sva dokaz, da je bil on pilot, in naslednje vprašanje je bilo, kako zdaj to dopolniti tretjo knjigo. No, zraven je bilo napisano, da je bil njegov inštruktor Bogomir Jaklič, njega sva imela v isto v tretji knjigi, in Bogomir Jaklič je bil tudi inštruktor Kristine Gorišek, to je pa prva letalka v Jugoslaviji, Slovenka. Njej pa še niso opisala. Torej imamo zdaj skupno točko s Kristino Gorišek, Pavla Kavčiča in pač Bogomira Jakliča, in v eni od naslednjih knjig, ki bo pač posvečena tudi Kristini Gorišek, bo to zgodbo zaključila. Zanimivo. No, glede na to, da pač zbirate vse te zgodbe, je to vama tudi na nek način spoznavanje vseh teh ljudi, zgodb, ampak to ni kar tako enostavno, kje najdete čas? Glede na to, da bolj Bom dal penzionist. zdaj mu je lažje, a ne, Marko? Ja, čas si pač to, kar človeka veseli, si ga vzameš, a ne. Zanimivo je mogoče tudi to, a ne, po prvi knjigi leta 2019 se je oglasilo precej ljudi, sorodnikov tudi teh pilotov, ki so nam rekli, napovedali, da mi imamo pa to, a vas to kaj zanima, ne, in se ta krog se je širil. Tako da je kar veliko ljudi sodelovalo pri nastajanju teh najinih knjig, pa kar prihaja še, ne. Ravno prejšnji teden sem bil pri nekem gospodu v Ljubljani, ki je bil njegov oče pilot, tudi, a ne, žal je že pokojni, ampak je rekel, je povedal, da je bral eno od teh knjig, a ne, in če ga je zanimala, da ima doma nekaj gradiva, ki ga nihče ne gleda, to njim nič ne pomeni, pa to sem rekel, ja super, a ne. No, in smo se potem dobili, in je prinesel album, fotoalbum od očeta, mapo, približno 100 dokumentov, in tukaj se je spet odprlo toliko ljudi novih, ker skoraj na vsaki fotografiji je bilo napisano, kdo je na fotografiji, in zdaj potem počasi tudi iščeva sorodnike teh pilotov, ki bi jih rada opisala čim več. No, je pa z nami me Borut opozoril, pozdravljeni gospod Bolhar, tudi vam oziroma vašemu očetu je bila namenjena knjiga, katera druga po vrsti. Smo bili tudi na predstavitvi v Arboretumu Volčji potok, tako da nas veseli, da ste pa prišli sedaj na predstavitev te knjige. Mogoče, gospod Bodala, sedaj samo še vprašanje za vas. Ali ima država kot taka posluh za renovatorstvo? To pa je težko vprašanje. Da ne bi objašnjeval, nima.
Ker če bi imela, potem bi določene stvari, kot se temu rekel, lažje peljali oziroma bi imeli nekakšno, jaz sem sicer danes povabil tudi iz Tehničnega muzeja iz Bistre, pa koliko vem, upam, da je kdo tukaj, ni. V glavnem, namreč Tehnični muzej Bistra vodi letalo Libis kot del premične kulturne dediščine in jih ima zavedenega. Ampak nekako bi hteli, kot se temu reče, vedeti dolgoročno, ker dolgoročno tudi Libis ne bo letel. Prišel bo dan X, ko bomo rekli tako, zdaj je pa konec, oziroma od zdaj dalje bo pa letalo še samo kot muzejski eksponat. Kje bo, kam ga bomo dali, kako, ta trenutek nimam sogovornika, glede na to, da danes ni dobenega tu Tehničnega muzeja, do novega leta bom se jaz pač oglasil pri njih in potem jim bodo pač morali povedati, oziroma nekako morali bomo najti nekako skupni jezik. Tudi na Ministrstvu za kulturo, pod katero spada vsa ta zadeva, sem že naslovil nekaj teh pisem, ampak žal se ti ministri na kulturi pa vsi ti tako hitro menjavajo, da enostavno verjetno je to samo en kup papira, ki je nekje odloženo. Upam, da bo kdaj ta zadeva rešena, kajti imeli smo že kar nekaj variant, kje enostavno narediti letalski muzej. Ne glede na vse tiste obljube, kaj so posamezniki v Sloveniji obljubljali, da bi kje bilo to nekje nameščeno na enem letališču, ali kot del letečega letalskega muzeja, kot ga ima Red Bull, ali pa kot letalski muzej, kjer bo pač bilo nekje pri roki vsa zgodovina letalstva, oziroma tudi ostalih stvari, ne samo letalstva, konstrukcije, vse ostalo, kaj god se okrog tega v Sloveniji dogajalo in se je ogromno dogajalo. In upam, da bo, dokler smo še živi, do tega kdaj prišlo, kajti na marsikaterem aeroklubskem hangarju so še stare jadrilice, so še stari deli teh letalskih mašin, katere so letele včasih, in bilo bi zelo fino, da bi tudi v Sloveniji kdaj imeli nekje to v kakšnem razstavnem prostoru, hangarju, kako god ga imenujemo, ali pa muzeju. Vidite, v bistvu tudi te knjige in vsega tega ne bi bilo brez takšnih zanesenjakov, ki si torej želite, prizadevate, kot sem že tudi poprej omenila, da naša ta bogata zgodba o letalcih, tudi Libisu 180, takole ne bo pozabljena. Borut, glede na to, da če pogledamo na uro, da ne bomo predolgi, naj samo omenim, torej, da prvi del knjige je tako bolj zgodovinske, drugi del pa vključuje tudi te zgodbe, ki smo jih danes omenili, seveda ne vse, kajti potem ne bo zanimivo branje, ne? Mogoče lahko še kaj dodamo? Ja, v bistvu ta peta knjiga naj jo je z Markom naučila, da je slovenska letalska zgodovina v vseh pogledih tako bogata, da si zasluži več kot 5 knjig, in tukaj bil spodbudo, ne vem, tudi gospoda Boštjančiča, da tudi v muzeju podpirajo to. Če sem prav slišal, bo prihodnje leto išla ena knjiga o generalu Pircu, ne? Se načrtuje. Mogoče leto kasneje, ja. Skratka, podpirajte to še naprej, če imate kakšno besedo, lahko naredite tudi kakšen paviljon samo za letala, tako kot je gospod Bunderla omenil, da pogreša letalski muzej, mislim, da ga vsi pogrešamo in da si ga Slovenija in Slovenci in vsi te letalci, ki so v najnih knjigah, ki niso omenjeni, ki so pozabljeni, ki še prihajajo in ki že letijo, si ga zaslužijo. Vam daje delo, ne še dodati. V bistvu hvala tudi za to, da nas tako podpirate, da lahko pridemo predstaviti knjigo. Nismo namreč, kot sem omenila prvič tukaj, mislim, da smo povedali kar veliko, tudi o ostalih knjigah, ampak danes torej o Libisu. Gospod Bunderla, a imate še vi kakšno zadnjo besedo tukaj? Bi kaj še izpostavili, pa sem mogoče pozabila vprašati.
No, jaz mislim, da smo, lahko bi še sicer govorili, tako na 2 dni. Vi imate polno zgodb drugače. Jaz 10 let delal, pa 4000 ur, pa če bi vsako stvar hotel opisati, potem tu ni konca. Ampak to je tako lepo zbrano v tej knjigi, da enostavno marsikdo ga je že 2-krat prebral. In glede na sestavo, kako je knjiga sestavljena in kako prezentira vse to, so tisti, katerih jaz poznam, navdušeni. Upam, da boste tudi vi, kateri še niste ali pa boste to knjigo brali in uživali v njej. Ima kdo mogoče med vami še kakšno vprašanje? Gospod Konta, povejte. Ja. Hvala lepa. Najprej čestitke gospodu Bonderli. Jaz si lahko samo zamislim, koliko je to potrebno odrekanja, truda in pa volje. In čestitam še enkrat za to izjemno opravljeno delo. Kar se pa tiče Boruta in pa Marka, jaz sem zadovoljen, vesel, da je ta zgodba dobila svoj začetek, nadaljevanje in da res tukaj sta hčeri gospoda Draga Gabriela, ki je bil prvi opisan in ki je Borut, ko pravijo, izpekel obrt pri njemu v zbiranju materijala, tako bogate zgodbe izluščiti tisto, da se da v knjigo. Je pa, zakaj sem se sploh pojavil tukaj, sreča naša v Sloveniji, da imamo veliko entuzijastov, takih kot so gospodje tu prisotni, pa še takih, ki so zunaj. To je zelo pomembno za našo nacionalno zgodovino. Na letalskem področju pa mislim, da je Slovenija res ena tistih držav ali pa okolij, kjer imamo res neverjetno bogato tradicijo in prostor, kjer naj iščemo samozavest. Se pravi, naše, če rečemo malo že profanirano domoljubje, je samozavest, da smo na visoko tehnično-tehnološko zahtevnem področju v vrhu svetovne znanosti, da lahko tako rečem. In res, kaj bi rekel, veseli me, da se to širi od te knjige in zapisi in da se ta zgodovina ohrani, ker z leti odhajajo. Tudi to, ko je marsikatera družina hrani še od fotografij do zapisov naših strokovnjakov, zaslužnih na področju letalstva, sicer tudi drugih, ampak letalstvo, če smo tukaj, da se to ohrani in jaz verjamem, da bo, mislim, da tudi še ne druge, saj tukaj v Pivki, kjer je že kar dober zametek letalskega muzeja. In verjamem, da ni nič narobe, če tukaj ni letališče. Vse tudi v muzeju letalstva v Sturčinu ni zraven stavbe, saj prenese se helikopterje, marsikaj. Tako da verjamem, da bo tudi še v nadaljevanju na tem področju priložnost za to dejavnost, kar se tiče pa podpore države. Je pa žal tako, da je zmeraj vprašanje denar. Denar od Jelinčičevega muzeja, Petrletovega muzeja, Boscarodovega, kaj z katerih idej, so samo besede. In pravim, tukaj je pa res, da je vsaj pri Janku, tudi tukaj v Pivki, našlo prostor kar precej teh eksponatov in tudi ta podpora za predstavitev knjig. Jaz moram reči, da sem zelo zadovoljen. Hvala lepa za... Tudi vam, gospod Konta. Hvala lepa. Glede na to, da je gospod Konta omenil sredstva, a vas lahko sem tukaj še gospod Bonderle vprašam, a to ste vi vse sami financirali ali ste dobili kje pomoč oziroma finančna sredstva? Večinoma, da ne rečem, se sam financiral to. Drugače smo pa v postopku, mislim, da 2 leti po tistem smo ustanovili društvo restauratorjev
in poskušali nekako preko društva dobivati sredstva. Ni šlo to nekaj strašne, kot se temu reče, ker tudi na IPES-ovi strani je naše poslovno finančno stanje napisano oziroma vsakoletne skupščine tudi obračune, ampak gre pa za glavnem, da tiste osnovne stvari, katere lahko, kot se temu reče, če društvo financira oziroma katere po zakonu je dovoljeno, da prevzame sredstva oziroma stroške, katere se nastanejo. Recimo, kaj jaz vem, sami veste, da če vam v osnovi povem, da brez 1 minute letenja niso to ne vem kakšne strašna sredstva za letalo Libis, so sredstva okrog 5000 evrov letno. To pomeni, da je 12 mesecev hangarirano, da je zavarovano tisto po zakonu, tako kot mora biti, da je izvršena registracija, kot mora biti, in normalno, da so vsi stroški na ta način pokriti. In s temi sredstvi oziroma s to višino bomo mi poskušali, če bi lahko recimo prevzelo ali muzej ali bilo kdo drugi, da bi te stroške pokrivali, ker če ne, pravzaprav nisem šel v penzijo zato, da bom dajal na ta način in poskušamo na vse načine. Res je, da imamo nekaj donatorjev, nekaj fantov, kateri nam tudi pomagajo na tak način in nekako jaz pravim, da držimo Libiso nad vodo. Zdaj, letos nam je še uspelo, da ne rečem do konca leta, bo nekje približno stroške za drugo leto, da bo letalo registrirano, zavarovano, podaljšana registracija in plačana hangarina za celo leto. Tako da za 1 leto smo še dobri. No, ampak potem ste tukaj še mogli kupovati še druge stvari, verjetno žena ne bi. Ja, rekel sem, da nismo niti minute leteli, potem pa ti motorji pijejo tam 50-60 litrov, gorivo stane, mogoče nekdo ve, večina, kaj so letalski, da je okrog po 2,5 evra pa navzgor. No, pa vsak inštrument, ki ste ga mogli noter narediti. Ja, seveda, to je bilo treba kupiti. Zato sem vas vprašala. Določene stvari se je dalo popraviti, ampak dobro, svojega lastnega dela nismo nikoli ocenjevali, koliko je bilo vloženega in koliko je to finančno vredno, ampak enostavno, kaj jaz vem, si pač kupiš ta mesec, drugi mesec, in potem, če to 10 let delaš, Hvala, da enkrat skupaj spraviš to stvar, ne? No, pa iskrene čestitke za to, kot je že tako omenil. No, vse zato pa upam, se pravim, da bomo slejko prej našli nekako pameten oziroma način financiranja, ne? Sredstva niso tako velika, da bi bilo, ampak je pa res, kot sem rekel, prihaja čas tudi, ta trenutek ima letalo 71 ur na leto, z vključno svobodnim letom, katerega sem izvršil, ker na vsake 14 dni naredim let, ravno zaradi tega, da upam, da je to v knjigi tudi napisano, jaz mislim, da je. Motor je namreč proizveden leta 1944 in ima posebne, kot se temu reče, nekako posebno pogled imam na njega, ne. To se pravi, letalo je hudo staro, motor je še pa res star. In to je namreč, ta tip motora je nekoč bil v enosedežnih, miniaturnih ameriških tankih v drugi svetovni vojni, potem je pa bil predelan in je kar letalstvo, kot se temu reče, zaradi zanesljivosti celo pod svoje okrilje in ga nekako predelalo, da se je potem ta motor pojavil v letalstvu. In ponekod tudi v Italiji, še danes na letalih Piaggio so še zdaj ti motorji, da pa vidite, da leta sploh niso važna in da res so zelo dobri in dobro delajo, je pa tudi ta dokaz, ne. Izvrsten mojster ste, vse znate skupaj spraviti. V bistvu, kot smo se vam že zahvalili, se moramo zahvaliti tudi vsem pokroviteljem, sponzorjem, zato da sploh lahko nastajajo te zbirke knjig.
ki smo vam eno izmed tudi danes predstavili. Kot sem omenila, jo lahko tudi tamle zadaj kupite. Sicer pa smo, kar se tiče tega pogovornega dela, zaključili. Bi imel kdo še od vas kakšno vprašanje, prigodo, zgodbo? Nismo kaj povedali, kar bi vas zanimalo? Bomo pa kakšno rekli, ne, po samem dogodku, pa lahko tudi poklepetate s gospodom Konto in Bunderlom. Tomatsko je rekla. Anja, sedaj pa še tvoj čas za konec, katero skladbo si izbrala tokrat? Sergej Rahmaninov, Italijanska polka. Bomo tudi takole ta pogovor zaključili še z veselo skladbo, ki nas bo ponesla v preostanek večera. Tudi Anja bi imela svojo zgodbo zapovedati, kako je s to spremljavo, kajti kot ste ugotovili, pa verjetno že daj slišali, da nimajo vsi flavtisti takšne spremljave, tudi za to mora poskrbeti. Skupaj z očetom imata studio, ki poskrbite torej za ta malo takšne prijetno spremljavo, nekoliko drugačno, da ni samo flavta. Hvala lepa, vidite, eni zaljubljeni torej v glasbo, drugi konstruiranje, mehaniko, letenje, tretji izbiranje gradiva in pisanje knjig. Mi pa seveda tudi v skupno druženje in pa pisanje zgodb. Hvala, ker ste bili z nami. S tem pa zaključujemo našo predstavitev. Pa srečno.